Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti. Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, ko se je približeval današnji praznik, me je spremljala misel, ki sem jo v teh dneh nekje prebral, je pa tale, da mi živeči na tej zemlji, mi živeči gledamo smrt. Umrli pa gledajo življenje. Sem razmišljal, se je današnji praznik, praznik vseh svetih, govori o tem, da ti, ki so sveti pri Bogu, so nekoč gledali v smrt. Težko bi rekel, da so umrli kot svetniki. So umrli kot grešniki, ne kot veliki grešniki, ampak po Božjem usmiljenju, po molitvi mnogih so postali sveti. In zdaj ti umrli gledajo življenje, ali pa bolje rečeno, so v življenju. In ob današnjem prazniku, prazniku vseh svetih, je tako v ospredju vprašanje, kaj meni pomeni prehod iz tega življenja, ki ga poznam, v življenje, ki mi je še v prihodnosti pripravljeno. Ne bom kar rekel podarjeno, ampak pripravljeno. Če je pripravljeno, kako naj se jaz sam pripravim? Da bi lahko nekoč ta praznik, 1. november, mi ga bomo tako povedali, obhajal tudi sam s svojimi najbližjimi in z vsemi svetimi. 3 stvari bi omenil ob današnjem prazniku. Priprava na ali pa pot k svetosti, ki se začne že tukaj na tem svetu, je v drobnih izpuščanjih. Da malo ponazorim, poglejte, ko smo se rodili, ko so majhni otroci, takrat otrok sprejema stvari. Ne samo v materialnih stvarih, zato ker tukaj nekako najbolj vidimo, treba otroka nahraniti, treba zanj poskrbeti, sprejema tudi bližino staršev, očeta, mame. Potem, ko je človek odrasel, ima kar nekaj stvari, ampak zopet so izpuščene. Dokler je otrok majhen, raste, pridobiva na moči, znanju,
sposobnosti, potem pa te moči začnejo počasi odhajati. Človek marsikaj ve, začne pozabljati. In to so ta izpuščanja, ki niso samo po naši volji, ampak kar so del življenja, so pa tista izpuščanja, ki pa so v naših dejanjih. Izpuščamo tiste stvari, ki nam ne bodo prav prišle v prihodnosti. Ne izpuščamo pa tistih stvari, ki nam prav pridejo. Kaj pa nam bo prav prišlo? Prav nam bo prišlo naša dobra dela. Kako živimo z bližnjimi, kakšni odnosi so, kako se razumemo. So pa tiste stvari, ki nam bodo prav prišle. Vse tisto, kar je narejeno z dobroto, z ljubeznijo, ima tole, veste, kot bi rekel, znamko večnosti, pečat, en pripis večnosti. Izpuščamo pa take stvari, ki dejansko bodo na koncu popolnoma izpuščene. To so lahko zlodobne stvari, ko nekatere stvari opustimo in se posvetimo drugim. En tak čist primer, ko sem v skupini, tudi ko skupaj letimo, pa se polet zaključi, pospravljamo opremo, opažam tako med nami padalci, nekateri kar hitro pospravijo in grejo domov. Kakšni pa rečejo, gremo še kaj spit, pa imajo tudi družino. Kako nekdo izpusti stvari, zato ker mu je družina, otroci, žena bolj pomembno kot pa neko druženje z drugimi ljudmi. In se izpuščajo stvari, zato da v življenju lahko dobimo tisto, kar bo ostalo. Vse so tudi taka izpuščanja, ki so tudi lahko materialna, ko se izpušča kakšno delo, oprave, tudi stvari, ki jih imamo, lahko celo izpuščanje zemlje, premoženja drugim in lepo je, če imamo nekoga, ki lahko to sprejme zopet, da lahko to naprej oblikuje, nosi. Tako so izpuščanja pomembna in to kar vse življenje. Druga stvar, ki bi jo omenil, pa je, ali smo mi v stanju milosti. Če je izpuščene ena stvar, pridobivamo stanje milosti. Jaz se spomnim, kako smo že kot bogoslovci imeli vsak dan zvečer spraševanje vesti. Kako je danes hiter utrip življenja, pa težko se ustavimo, kako smo dan preživeli. Pregled dneva, kaj je bilo narobe, kaj je bilo dobro, zakaj sem hvaležen. In kako je tudi sveta spoved dragocena na naši poti, ko se bližamo k svetosti. Kako se danes lahko kar navadimo, pa lahko reče, ja, sej nič slabega nekomu ne naredim, sej ni važno, kako živim. Jaz molim zase, sveta maša, takrat, kadar začutim. Ampak stanje milosti je taka velika odgovornost. Ne vemo, kdaj se bo zemeljsko življenje zaključilo. V kakšnem stanju bom zaključil to življenje, pa je trud vsak dan. Tudi ko so grehi manjši, da prosim Boga pri sveti spovedi, Gospod odpusti. Če čutimo težjo breme greha. Kdaj imam tudi to misel, ali se je naša zavest o grehu spremenila, zato da, kot da bi nekatere stvari postale običajne ali pa normalne. In tudi kdaj tako sliši misel, če dam samo en primer, saj se razumeva, nisva poročena,
Ampak s tem nismo nobeno slabega naredili, živijo pošteno in zvesto. Kako človek hitro pravičuje določena ravnanja, pa sem v stanju milosti. Res lahko rečem stvari, sem vse uredil, kar sem zmogel. Imam vse urejeno, ali so stvari, ki bi jih lahko še uredil. Ta zadnjo, tretjo stvar bi pa tukaj omenil, če gremo tretji, še daljši korak, pa je molitev. Ker ne moremo izpuščati, ne moremo priti v stanje milosti brez molitve. In se spomnim mojega očeta o večeri, ko smo molili, na koncu je vedno molitev, pa za srečno zadnjo uro. Za srečno zadnjo uro. Pa se še to moli. Ko sem bil še diakon v župniku Menda, pred župniško cerkvijo velik spomenik pokojnim prve svetovne vojne. Ampak na vrhu pa piše, molimo za zdravo pamet. Ni to v povezavi srečno zadnjo uro, ali pa je. Namreč, ali molimo za zdravo pamet, ta molitev se odmaknila. Ko se odmaknila molitev za zdravo pamet, se odmaknila molitev za srečno zadnjo uro. In če se to odmakne, v kakšnem stanju bomo zapustili ta svet? Ko človek moli za naše pokojne, še posebej za ljudi, ki jih imamo radi, pa niso več med nami živi, so šli v večnost. Ta molitev nas kar vodi tudi v molitev za srečno zadnjo uro. Kaj pomeni srečna zadnja ura? To pomeni, da lahko izpustimo stvari, ki jih moramo pustiti. Srečna zadnja ura pomeni, da smo v stanju milosti. In srečna zadnja ura pomeni, da smo pripravljeni v prihod v večnost. Zato, ker je večnost boljša in lepša od tega življenja. Pa je nimamo izkušnje od tega. Ampak Sveto pismo nam prikaže, kar oko ni videlo in oko ni slišalo, je Bog pripravil za našo prihodnost. Kako pomembna je srečna zadnja ura. In v kakšnem stanju bomo zapustili ta svet. Da bi vsi mi, ki smo tu zbrani, pa vsi naši sorodniki in vsi ljudje, ki jih poznamo in radi, bili nekoč svetniki. Biti svetnik, to je edina poklicanost in edina pomembnost v našem življenju. Druge stvari bomo izpustili. Kje bomo pokopani? Na kakšen način bomo pokopani? To so drugotne stvari. Ampak da postanemo sveti, to je pa tisto, kar je pomembno in tudi molitev, ki jo imamo, za zdravo pamet, za srečno zadnjo uro, za naše rajne, je tista, ki gremo korak za korakom po poti svetosti, da bodo nekoč dosegli polnost življenja. Naj nam današnji praznik vseh svetih, pomaga pri tem, spodbuja do novih moči. Sedaj pa tudi skupaj izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, srhljivi in nevidi stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rajen pred vsemi leti, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odvelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilatov je trpel in bil v gora položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi skozi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in v Svetega Duha, Gospoda, ki
Sina, ki ga z Očetom in Sinom volimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanja grehov in pričakujem staljenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, z velikim zaupanjem, da se bomo nekoč tudi sami pridružili množici svetih, prosimo dobrega Očeta. Za cerkev, da bi se z zaupanjem v molitvi priporočala vsem svetim. Prosimo, da usliši nas. Za naš narod, da bi ustrajal v molitvi, dobrih delih in v prejemanju zakramentov. Prosimo, da usliši nas. Za družine, da bi se z besedami in dejanji prizadevali za početje dobrine. Prosimo, da usliši nas. Za vse, ki se bojijo smrti in trpljenja, da bi v tebi našli novo upanje in mir. Prosimo, da usliši nas. Za pokojne, ki se jih nihče več ne spominja, da bi se večno veselili tvoje bližine. Prosimo, da usliši nas. Naš Oče, ohrani nas v svoji ljubezni in nas nekoč vse zberi v svojem večnem kraljestvu miru in sreče. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.